Spoštovana profesor dr. Maja Makovec-Brenčič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Pred jubilejno 10. študentsko poslovno konferenco, ki se bo 4. aprila odvila na Ekonomski fakulteti in vzpostavlja že tradicionalno dialog med študenti in pa gospodarstveniki, me zanima, kaj je bil povod za njen začetek, za njen nastanek in pa glavni mejniki njenega razvoja. Osnovni razlog je bil preprosto v tem, da čim bolj povežemo, res neposredno povežemo študente, akademski svet in seveda gospodarstvo v tistem dnevnem življenju. In da bi to storili blizu študentom in hkrati seveda uporabno gospodarstvu, je bil edini način, da delimo znanja, izkustva in seveda vse oblike dela, ki jih študentje izvajajo tekom študijskega leta in v svojem programu, gospodarstvenikom. Torej predstavljamo projekte, poslovne načrte, magistrske naloge, diplomska dela, poslovne načrte, ki seveda opredeljujejo neke ideje, poslovne ideje študentov, gospodarstvu. In to je bil namen, da pravzaprav tisto, kar vgradimo v študijski proces, vgradimo na način čim bolj praktičnega, res uporabnega značaja in seveda, da hkrati vse to predstavlja tudi neko rešitev, neko idejo, neko morda kreativno zasnovo, kako drugače pristopiti vsem tem izzivom v praksi. V času poteka študentske poslovne konference skozi vsa leta so se imeli študentje možnost neposredno predstavljati svojim potencialnim zaposlovalcem, gospodarstvenikom. Katere konkretne zgodbe o uspehu, ki so se rodile skozi ta leta, bi lahko izpostavili in so se pričele prav na študentski poslovni konferenci? No, najprej moram povedati, da je bilo v celotnem 10-letnem obdobju preko 1400 prijav različnih del. To je res ena zelo, zelo lepa zavidljiva številka vsega, kar so študenti ustvarili in kar so seveda mentori, pedagogi pripomogli, da je nastalo tekom študijskih programov. In kot rečeno, to pravzaprav rešuje izzive vsakodnevne prakse. In na to smo zelo ponosni. Namreč tukaj ne gre samo za študente Ekonomske fakultete, ampak seveda tudi vse ostale študente, ki so bili v odprtem pozivu povabljeni k sodelovanju. Bodisi v Sloveniji, bodisi v tujini, predvsem na partnerskih šolah. Od tega je bilo 170 finalistov, torej tisti, ki so bili v procesu prijav potem strani komisij, ki jih sestavljajo akademiki in gospodarstveniki, izbrani za to, da se predstavijo. In na koncu 72 zmagovalcev, ki vsak od njih deli svojo neko osebno zgodbo. No in zdaj odgovor na vaše vprašanje. Vse to lahko rečemo je pripomoglo k temu, da ne samo, da so se predstavili svojim vrstnikom, gospodarstvenikom, bodočim morda potencialnim zaposlovalcem, hkrati so nekako tudi želeli sporočiti, da res želijo doseči nekaj v svojem življenju in lahko rečem, da večina teh zmagovalcev in tudi finalistov danes predstavljajo uspešne podjetnike, bodisi tiste, ki so že zaposleni celo v vrhnjem menedžmentu zelo dobrih slovenskih podjetij, bodisi v predstavništvih teh slovenskih podjetij, na primer Krka in podobno. Potem bodisi so ubrali akademsko pot, tukaj imamo kar nekaj naših nekdanjih asistentov ali samo študentov, ki so potem našli pot v akademskem življenju v tujini, recimo na evropskih univerzah, Rotterdam School, Henley School of Management in podobno. In seveda vsi tisti, ki so nekako skušali s svojim delom, svojo nalogo najti tisto svoje pravo področje, se najti morda v turizmu, v kadrovskem svetovanju, na drugi strani v trženju, v prodaji. In res imamo en lep zavidljiv nabor vseh tistih, ki so znali in zmogli stopiti iz množice. In tudi sama študentska poslovna konferenca je skozi leta dobila mednarodni značaj, tako na strani gospodarstvenikov, gostov, kot tudi samih študentov. Tako, recimo gostimo seveda tudi tuje pedagoge, tuje predstavnike, recimo prav ob 10. bo sedelo v komisiji kar nekaj tuje govorečih gospodarstvenikov v Sloveniji, res smo veseli, da so se odzvali našemu vabilu. In to je tisto, kar želimo spodbuditi znotraj fakultete in seveda širše v splošnem visokošolskem prostoru, prepleteno znanj, lahko rečemo tudi neko hitro prevedljivost v vsakodnevno prakso in to, da znanja seveda tudi hitro zastarijo in da jih je treba znova in znova obnavljati. In tukaj se mi zdi res, bi se zahvalila gospodarstvu slovenskemu, ki je podpiralo ta projekt že, lahko rečemo, od začetka dalje, vsem mentorjem, pedagogom, ki so spodbujali svoje študente, da so vendarle prijavili svoje delo v to tekmovanje in da so zmogli potem tudi dobro predstaviti svoje naloge.
Kaj bi bilo po vašem mnenju z tega področja za študente ekonomije in poslovnih ved v Sloveniji, pa na drugi strani za gospodarstvo koristno izboljšati pri možnostih vzajemnega sodelovanja obeh strani, predvsem v času, ko so študentje še v študijskih klopeh? No, zagotovo je eden od odgovorov interdisciplinarnost, torej povezljivost znanj. To, da se razumemo ne glede na to, iz katere stroke vstopamo v drugo stroko, da znamo ubrati isti jezik, da iščemo skupaj nove rešitve. Tukaj recimo bi omenila enega od letošnjih projektov, finalistov, ki se bo predstavljal, ki govori o ne samo družbeni odgovornosti, ampak tudi o tem, kako povezati raznovrstnost področij in znanj potem v neko celovito rešitev za podjetje. In to so zagotovo pravi prijemi, tudi metodološko, pedagoško moramo pedagogi seveda vse bolj stremeti k temu, da izvajamo metode tako imenovanega problem-based learninga, torej tistega učenja na osnovi problemov, izzivov, temu rečemo. In če znamo povezati študente različnih disciplin med seboj, je to seveda nekaj, kar močno koristi gospodarstvu. No, gledano na splošno se slovenski študentje tudi ob zaključku študija velikokrat odločijo za delo v tujini. To pomeni seveda na eni strani, da so s svojim znanjem, ki ga pridobijo v Sloveniji, zelo dobro prodeljivi tudi na trgu v tujini. Po drugi strani pa imamo tukaj beg možganov. Tako bi rekla, v študijskem življenju je zelo pomembno, da nabiramo vse vrste izkušenj. In če je le možno, spodbujamo vsaj študente ekonomske fakultete v izmenjavo v tujini. Zakaj? S tem si pridobijo marsikatero drugačno gledanje na svet, na življenje, tudi na realnost življenja, pa seveda tudi na način študija. Vsaka fakulteta, vsaka univerza na nek svoj način se približa seveda svojim študentom. No, in zato lahko rečem, da močno podpiramo tudi internacionalizacijo v tem izkustvenem pomenu besede naših študentov. Seveda pa zelo smo veseli, ko se ti študentje z izkustvi, bodisi tudi praktičnimi izkustvi, vrnejo potem nazaj v Slovenijo. Jaz mislim, da je to tisto, čemur je tudi Bologna namenila izmenljivost, se pravi izmenjavo tako na kreditni ravni, kot na ravni izmenjave praks, izmenjave študijskih vsebin in podobno. In da seveda obogatimo vsa ta naša znanja, tudi pedagogi, z možnostjo sodelovanja v tujini in potem seveda, če je le mogoče, pripeljemo vse to znanje tudi nazaj. Zakaj? Ker je to vendarle ena od bistvenih podlag za razvoj in rast tudi slovenskega gospodarstva. Je pa seveda res, da vedno nimamo možnosti ponuditi enake pogoje tem res izjemnim študentom in velikim dosežkom, ki jih tudi, moram reči, v večini zmorejo v tujini in dokažejo, da imajo dobro predznanje. Tukaj pa seveda smo mi odgovorni, da skušamo ustvariti okolje v Sloveniji, ki bo tako poslovno, podjetniško, kot seveda življenju prijazno, zato da se mladi vračajo, ustvarjajo tukaj družine in seveda delijo z nami in tudi z nami skupaj ustvarjajo. No, pa morda, če izhajamo iz tega zadnjega vprašanja, velikokrat slišimo v Sloveniji, da je več ekonomistov kot pa delovnih mest za njih. Kje lahko Slovenci ustvarjamo nova delovna mesta na tem področju, katere panoge imajo še potencial in ali smo zares tako odvisni od tujine pri tem? No, če se vrnemo k našim finalistom in zmagovalcem, kar nekaj njih je ustvarilo svoje lastna podjetja, je sprejelo ta podjetniški izziv, morda tudi zato, ker so bili del ŠPK-ja in gibanja, pravzaprav predstaviti se gospodarstvu. Uspešni so, delujejo tako na domačem trgu kot v tujini in seveda sprejemajo te izzive. Ne bo tudi ne držalo, da ekonomisti ne najdejo službe, če so dobri in če so izšolani na pravih, dobrih šolah, imajo tudi mednarodna izkustva, o čemer smo prej govorili, mislim, da vedno najdejo tudi zanimivo delo, ali pa kot rečeno si ga ustvarijo. In to je tisto, kar pravzaprav naše gospodarstvo potrebuje. Na eni strani ta, lahko rečemo, zagon, energijo mladih, ki imajo ideje, vendar jim moramo dati za to možnost in priložnost in seveda tudi okolje, ki to vzpodbuja, na drugi strani pa seveda tudi priložnost, da lahko ta svoja znanja koristno uporabijo. In tukaj mislim, da je še veliko izzivov, ki jih čaka in seveda pričakuje slovensko gospodarstvo. Dejstvo pa tudi je, da lahko rečemo, da smo mi na svoje študente ponosni, takrat, ko gredo v tujino in takrat, ko delajo doma, delajo, lahko rečem, za večino dobro. No in prav to mednarodno mreženje, ki ste ga izpostavili, tudi za uspehe doma, ki je pomembno, omogoča tudi študentska poslovna konferenca. Tako je. V preteklih letih, na primer, smo imeli kar veliko akterjev.
res je, no, ko smo kakšno prvo, drugo leto razmišljali, kako zdaj s to študentsko poslovno konferenco naprej, veliko je bilo prijav, veliko tudi iz drugih ved, ne le ekonomske in poslovne, smo rekli, čas je, postajamo zelo mednarodna šola, zakaj ne bi tudi ta dogodek odprli mednarodno. In takrat smo povabili res široko odprto tudi vse partnerske institucije, se povezali s številnimi, tudi ne samo v Evropi, ampak izven, torej tudi na drugih kontinentih, in lahko rečem, da z nami so bili predstavniki ali pa so se vsaj prijavili od Zahodne Evrope, Vzhodne Evrope, trgov nekdanje Jugoslavije, šol, ki so tam prisotne, do Koreje, Kitajske, Japonske, skratka, Združenih držav Amerike, skratka, segel je glas daleč in prijave so seveda prišle z številnih držav, številnih dobrih fakultet, no, in tukaj mislim, da res lahko čestitamo vsem, ki so se opogumili in stopili v gibanje študentske poslovne konference. Še pred koncem me zanima morda kot neko povabilo študentom na konferenco, kaj bi izpostavili še posebej ob letošnji jubilejni študentski poslovni konferenci, s čim boste presenetili? No, za začetek imamo izjemnega govornika, gospoda Češkota, ki je seveda ustvaril res eno izjemno podjetniško zgodbo doma in v tujini, ki je pravi menedžer v pravem pomenu besede in ki seveda tudi zna razložiti, katere vrednote in zakaj so pomembne. In to mislim, da je eno od pomembnih sporočil vsem nam. Potem pa seveda vrsta del, ki jih bojo letos predstavljali finalisti. Izbrali smo jih samo 10, ker je 10, kar smo rekli, 10 najboljših naj imajo priložnost. Poslušali jih bojo seveda vsi tisti podporniki iz gospodarstva, ki stojijo v našem projektu v podporo ideji samega prenosa teh znanj v prakso. In seveda zato bojo imeli tudi priložnost, da se izkažejo pred svojimi vrstniki in na koncu seveda tudi pred podjetji, zaposlovalci. Ne nazadnje pa pripravljamo eno zanimivo presenečenje, ki bo zagotovo širilo timskega duha in tudi, lahko rečem, veselja, da v Sloveniji pa vendarle kdaj znamo in zmoremo, ampak to naj ostane še skrito. Spoštovana profesor dr. Maja Makovec-Brenčič, najlepša hvala za vaš čas, odziv in te besede. Srečno in uspešno vam želim še naprej. Najlepša hvala.